pravim, da je zanimivo, da je recimo vsak direktor podjetja, hkrati tudi kupec v svojem vsakodnevnem življenju. In se zmeraj čudim temu psihološkemu fenomenu, da pravzaprav, ko je v bistvu, ko sedi kot direktor v podjetju, ki ga vodi, nekako se ne zna natakniti ta očala, ki pa jih popoldne, ko gre sam kot kupec kupovati, ima. Tega preprosto nisem še čisto dobro dojela, zakaj se to dogaja. Najbrž zato, ker kot direktor na nek način je podložen čisto drugačnim pritiskom. Ampak kar zadeva pa teh osamelih prodajalk, kot vi pravite, jaz zelo malo po trgovinah v resnici hodim, kot da tega k sreči nisem videla, ker bi mi je bilo zelo hudo za to podjetje in tudi za te prodajalke, če nekako ne morejo v bistvu srečati kupcev in kaj prodati. Ampak mislim, da gre tukaj točno za ta fenomen, o katerem smo v bistvu danes že govorili, vsak po svoje, oziroma vsi smo na nek način to omenili, da je pravzaprav cena, ta cenovni pritisk je danes strahoten, blazen. Pritisk na zniževanje cene obstaja praktično v vsaki panodi, razen, gledajte, in to še enkrat ponavljam, čeprav mogoče se prevečkrat ponavljam, ampak ni za manj. Pritisk pa obstaja tam, na tiste izdelke ali storitve, kjer se mi ne moramo bistveno razlikovati in kjer se skoraj nikjer bistveno ne razlikujemo, imajo krasno šanso tiste podjetja, ki prodajajo takšne izdelke ali storitve, kjer lahko poleg izdelka integralne del ponudbe storitev pomeni. Zato recimo tudi podjetje tipa Trimo ali pa takšna podjetja, ki so klasična proizvodna podjetja, v bistvu poskušajo nadgraditi svoj proizvod z storitvijo. Predvisuje samo v tem prihodnost. Ker izdelek naredi na Kitajskem. Normalno bo če dalje cenejši pritiski se bodo stopnjevali. Tako da v bistvu, kako pravite, najbrž te trgovine bi morali svoje izdelke prodajati bolj poceni, da bi ljudje kupovali. Tam, kjer pa lahko za storitve diferenciramo, prodajna funkcija je v vsakem primeru, ne glede na panogo, storitvena, tam pa v bistvu lahko upravičimo višje cene, če se seveda kupec pripravljen za poplačati, to moramo testirati. No, pa recimo, če gremo zdaj na to osnovno vprašanje, so prodajalci vlečne mule ali zlati prinašalci, kolikšna odgovornost uprav za tako stanje, naprimer, če imamo neko prazno trgovino, pa kolikšna je zdaj odgovornost teh prodajalcev? Absolutno je to odgovornost uprav. Jaz navadno, ko delam za podjetje, gre najprej, recimo, kadar so to prodajni projekti, če se ukvarjamo tudi z širše tržinskimi, ki prodajajo v bistvu po mojem samo en vidik, trženje. V bistvu tisti, ki ima s kupcem neposredni stik in ki v bistvu materializira neke strateške načrte. Ampak recimo, kadar so to bolj prodajni projekti, recimo grem jaz zmeraj na teren za komercialisti ali predstavniki, kakorkoli jih imenujejo, in z vsemi navežem zelo prijetne pogovore in od njih zvem v podjetju vse. In potem, ko z direktorjem podjetja ali predsednikom uprave o tem govorim, oni debelo gledajo. Kolikor da poslušaš v bistvu dve različni zgodbi. V bistvu ne vedo, kaj dela levo roka oziroma kaj dela desno. Govorim seveda o nekaterih podjetjih, da ne bi slučajno kdo, ki je pač tle odličen, nekako to vzel preveč osebno. Ampak dejstvo je, da je vrhni menedžment odgovoren za te zadeve in to sem hodila reči, če komercialisti, ki recimo priješ v stik, jih je najboljše vprašati, ni glede, ne preveč direktno, da se ne počutijo preveč zaslišane, jih je najboljše vprašati, kakšna je strateška usmeritev vašega podjetja. Mislim, zelo začuden si, ko vidiš, da pravzaprav ali različno govorijo, ali sploh ne vejo, ali začnejo kar po vrsti kritizirati zadeve v podjetju. In to je v bistvu prvi signal, da pravzaprav stvari ne igrajo dobro v podjetju. In zato je odgovorno vodstvo podjetja. Jaz zmeraj pravim, da strateška usmeritev je pomembna zato, da se človek v bistvu v skladu z njo vede. In zato, da bi to strategijo in izvajanje strategije razumeli, veliko krat, če dovolite, sam še to, da ne bom predolga, damo v bistvu rada primer, recimo, koncerta simfoničnega orkestra. Tako da bo ena metafora, da se lažje predstavljamo. Recimo, tista partitura, po kateri dirigent dirigira, je v bistvu strategija. In zdaj, če imamo samo tisto strategijo, mislim, se nič ne zgodi. In zdaj, kako bomo mi izvedli, kako bomo pravzaprav izpeljali, da se bo ta partitura v zvoke prelila, to je pa v bistvu zdaj prodajna funkcija. In seveda mi imamo tam enega dirigenta, ki je vodja, ki je vodilni, imamo pa na drugi strani tudi glasbenike, ki jih moramo organizirati pravilno. In ti glasbeniki, pogledajte, končajo akademijo, vrhunski glasbeniki so, pa vendar ne morejo vaditi kar naprej in kar naprej in kar naprej. In tu smo zelo pri teh kompetencah, o katerih smo danes veliko govorili. In seveda, pred parimi leti se spomnim, so bili kompetenčni modeli glasno moderni Sloveniji, kar ni nič narobe, gotovo je to super za vsa podjetja, ki so se lotila, ampak to ni vse.
Tle pride potem še do tega, da moramo ljudi na nek način zmotivirati to tudi narediti.